Lige za prvaka je konec, z dvojno krono se bodo pohvalile igralke Mure None, v ligi za razvrstitev pa nas čaka še en krog. Pogledali bomo v tabor 4 ekip, ki so se potegovale za naslov prvaka. Kakšna so bila pričakovanja pred sezono in ali so jih Mura, Primorje, Radomlje in Ljubljana uresničili? Članice Radomelj Medex so se na zadnji ligaški tekmi veselile 3 točk pri Muri. Prvič v svoji zgodovini so rumenosrčne premagale Murašice in ligo zaključujejo na 2. mestu. Začeli bomo prav v taboru trenerja Mateja Mavriča Rožiča. Na pogovor smo povabili vezistko Saro Medič. Pripravljena požrtvovalno pomagati v obrambi, ko jo soigralke potrebujejo. Njene podaje v napadu pa imajo oči. Vsak trener bi v svojem kadru želel imeti nogometašico, kot je Sara Medič. Leta 2007 rojena vezistka je v letošnji sezoni presegla število 50, ko govorimo o odigranih tekmah v prvi ženski članski ligi. Je ena od nogometašic, na katere lahko trener Matej Mavrič Rožič računa v vsakem trenutku in ve, kaj lahko od nje na igrišču pričakuje, ne glede na pozicijo, kamor jo bo postavil. Igrala sem vse pozicije, tudi golmana, ampak definitivno se najbolj znajdem in mi najbolj všeč v sredini. Jaz med tekmo želim, da se mi čim več dogaja, da vedno mora nekaj biti, v vezi pa pač moraš biti vedno pripravljen, moraš dati 100% fulje teka, fuljenega dela in se mi zdi, da sem tam sposobna dati svoj maksimum. V bistvu z Matejem sta se po moji strani ujela lepo. Vedno, če je bil kak problem, smo vedno to rešili na korekten način. Kaj od mene zahteva v bistvu, da dajem od vsake punce, da daje svoj maksimum na igrišču, da pač prenesem to svojo energijo na igrišče. Za tekmo pa pač v bistvu so vsak teden nove zahteve in nov stil, nov način igranja. Pri Radomljah je konec tedna zaključila 2. sezono. Predtem je nastopala za Olimpijo, v najmlajši tekmovalni kategoriji pod okriljem Nogometne zveze Slovenije pa je nosila dres Trebnjega. Ljubezen do nogometa je delila svojo sestro dvojčico Nadjo. Vse skupaj se začela najprej, ko so trenirali skupaj karate, pa sem pa jaz šla na nogomet in Nadja še nekaj časa ostala, pa je pa pač ona izrazila želja, da bi igrala nogomet in pa so skupaj igrali v Olimpiji nekaj časa. Pa je ona nekaj časa nehala, jaz sem nadaljevala svoj pot v Radomljah in zdaj ona spet v bistvu igra za Žalec Trbovlje. V bistvu se bolj kaj ne razlikujeva, kakor da imamo nekaj skupnega. Še vseeno sva mi dva različna svetova, tudi povsem po stilu oblačena po družbi, v bistvu so vse posod si različne. Za nasvete me tako vedno vpraša, če ne vem o kakšni dilemi ali pa da vidi, kako jaz gledam stvari. Ko so igrala nogomet, je manj to delala, se mi bolj jaz povedala, pa me je sam pač poslušala. V bistvu, kakor sem že omenila, so res dva različna svetova. Pogovarjava se, če se ne o nogometu, ona me, kako je, ko se veliko ne vidva, kako je ona imela teden, kako je meni šel teden, pa tako. V začetku septembra se je prvič pripetilo, da sta se sestri na igrišču srečali v različnih dresih. Sara v rumenem, Nadja pa z grbom Žalca Trbovelj. Meni je bilo ful fajn spet občutiti, da imaš pač nekoga takega na igrišču, tudi če je v nasprotni ekipi. Starši pa v bistvu mami sploh ni prišla, ker je rekla, da tega ne more gledati. Oče je pa pač bil nevtralen, če sem jaz nekaj naredila dobrega in mene pohvalil, če je pa Nadja pa pač Nadja. Sara je na omenjeni tekmi dosegla enega od 6 golov letošnje ligaške sezone. Najpomembnejši pa je bil bržkone tisti, ki ga je vknjižila v 19. krogu, ko so rumenosrčne dokončno zatrle napade Primorja na 3. oziroma 4. mesto, se odlepile ter dale vedeti, da letošnja ambicija presega najboljšo uvrstitev kluba v ligaškem tekmovanju in to je 3. mesto. Vedno pred vsakim začetkom sezone ciljamo na maksimum, se tudi trudimo k temu, stopničko po stopničko. Ampak se mi zdi, da predvsem zdaj zadnji del te sezone, da smo še bolj začeli verjeti v to vse punce, ker tudi pač ta trdo delo je odraz pač vsega, kar mi tle dosegamo. Vidim, da je ekipa ogromno napredovala, predvsem od prejšnje sezone do zdaj, pa tudi od začetka sezone pa zdaj. S puncami res trdo delamo, ful se trudimo, vse so ful zagnane na treningih, pa vse pa pač vedno se mi zdi, da vedno lahko boljš v vseh segmentih, da vedno lahko naredim boljš, se zelo težko zadovoljim svojo igro in pač vedno želim več in več in več.
Napredek je očitan pod vodstvom trenerja Mateja Mavriča Rožiča, ki lahko igralkam deli izkušnje, ki si jih je nabral na svoji uspešni nogometni poti. Čeprav članske lovorike še nimajo, je zanje letošnja najboljša sezona. So tako ligaške kot pokalne podprvakinje. Misli pa so zdaj že usmerjene proti naslednji sezoni. Če bomo ostali te, ko smo, pa mogoče dobimo še kakšne okrepitve, jaz verjamem, da je lahko ciljamo, že zdaj nam gre super, ampak se s tem ne smemo zadovoljiti, treba je vedno ciljati na več in jaz verjamem, da smo mi to sposobni. Ko govorimo o Sari Medić, se težko izognemo še reprezentanci. Za mlajše selekcije v 17 in v 19 je zbrala 18 nastopov. Dosegla je 2 zadetka, na zadnjem turnirju v San Marinu, ki bo ostal od akcij v najlepšem spominu, pa vknjižila 4 asistence. Selektorica je dodelila kapetanski trak. Meni je že to dosti povedala s tem, da mi je to vlogo sploh dodelila, da mi je s tem zaupala. Jaz sem to vlogo sprejela ob odsotnosti naše igralke kapetanke Maje Madon. Ampak sem ful vesela, da so bile punce res tudi zagnane, da so me ubogale, če sem kaj, pa da so mi pač pomagale. Vedno mi je bilo v čast, vedno mi je bilo zelo lepo, da sem lahko igrala za slovensko reprezentanco. Najbolj bi pa lahko rekla po moje, ker te zadnje priprave v San Marinu, ker še vseeno so zadnje. In se mi zdi, da smo s puncam že toliko časa skupaj in da smo se ful povezali med sabo in mi je bilo res lepo. Naslednji korak je članska reprezentanca. Se mi zdi, da je vsaki punci čast igrati za slovensko reprezentanco, predvsem na takem nivoju, torej igrati za reprezentanco. To je definitivno eden od mojih ciljev, ki sem si ga zadala in se bom trudila in delala še naprej, da si ta cilj lahko uresničim. Sara Medić je z Radomljami v tokratnem krogu gostovala pri Morinoni. Primorje Toslano Trikosmetik se je pomerilo doma proti Ljubljani. V ligi za razvrstitev smo imeli sledeče pare. Olimpija proti Kirurgiji, Estetikal Aluminij, Krimpec Bolit se je soočil s Cerkljami, Gažon je doma pričakal Maribor. Pogledali si bomo reportažo derbija v Murski Soboti. Dobar dan in lepo pozdravljeni v družbi slovenskih nogometašic oziroma dveh najboljših klubov v Sloveniji. Zadnji krog lige za prvaka v prvi ligi Triglav, Mura, Radomlje je par na stadionu Fazanerija in mimohod ob pokalu za nogometašice domače Mure. Bučen aplavz tudi vseh zbranih gledalcev na stadionu Fazanerija na čelu novih prvakinj pa v svoji prvi sezoni v Murski Soboti kapetanka Ana Milović. Dobra podaja, priložnost za Radomlje, tamle z zadnjimi močmi Sara Nemet na golovi črti. Ja, takole v 10. minuti, torej z glavo tamle in potem obramba Sare Nemet, strel z glavo v sredini kazenskega prostora. Tamle zdaj Ana Milović pri žogi, strel Ana Milović mimo gola. Ja, imela je na hrbtu branilko, potem je prišla še do strela, takole. In malce nenatančna potem kapetanka Mure. Z levo nogo je sprožila. Ana preigrava, pa lepa podaja na desno stran, potem pa preslab strel Gale Dasović-Ravnik. Videli smo tisti strel z glavo in obrambo Sare Nemet, pa zdaj je tale strel Dasović-Ravnik, na drugi strani pa znova lepa obramba. Ula Omerzu se je odločila za strel z razdalje, takole, dober strel je bil to in kar veliko dela za Saro Nemet. Lepo se je obrnila nogometašica Radomelj. Lani so na 24 tekmah 24krat zmagale, zdaj je priložnost za Muro. Lepa akcija je bila to. 20 minuti, še vedno rezultat 0-0. Zdaj lepo sprejela žoga Ana Milović. Lepa kombinacija, strelja pa Dasović-Ravnik. Tudi tokrat nenatančen strel. In z izbijanjem z igrišča se rešujejo domače branilke.
Zdaj lepo preigravanje, še vedno je tam nevarno, vroče v kazenskem prostoru Mure. Na koncu vse skupaj razrešuje vratarka Sara Nemet. Neža Žagar z odličnim preigravanjem oziroma dvignila v zrak pokal za naslov slovenskih prvakinj. Pa zdaj je spet priložnost za Živo Rakovec in Gaja Bizjak pri žogi. Gaja Bizjak ponovno nenatančne domačinke. Mura zdaj si je v nekaj minutah preigrala nekaj lepih priložnosti za vodilni gol. Živa Rakovec je ukradla žogo, potem zaposlila Gajo Bizjak, ki pa ni uspela. Tako da zdaj v tem finišu prvega polčasa zagotovo tudi to dejavnik predstave. Zdaj priložnost za Gajo Bizjak in odlična obramba posredovala in ubranila strel napadalke Mure. Poglejmo takole še enkrat. Dobra reakcija, šla je iz gola, skrajšala. Tam je bila osamljena na sredini Ana Milović. Lepo je videla soigralko na levi strani. Zdaj le Ana Milović. Mislim, da je žoga že letela proti mreži. Nika Bazjak. Takole, ja. Tole bi bil lahko tudi gol. Sara Nemet se poslavlja takole od svojih soigralk. No, bomo videli, koliko se jih bo zbralo. In žoga je v mreži. Žoga je v domači mreži. Radomlje vodijo na Fazaneriji. Ula Osolnik je premagala Sašo Trunk. Po strelu s kota je prišla do šok za Jana Paka, vratarke je bila tole. Mislim, da tam se ni prav nobena od nogometašic Radomelj dotaknila žoge. In Jona Javorič je pri žogi, kapetanka gosti. Priložnost za Radomlje in žoga je izletela mimo gola. Gostje, še naprej je nevarno. Ana Milović, strel, vendar na mestu Iva Kocijan. Saj za zdaj nerešljiva uganka za domače nogometašice, vratarka Radomelj. Takole, nov strel Ane Milović, kapetanke Mure. Še naprej ne smejo si privoščiti nove napake v obrambi Murašice. Vendar tudi igralke iz Radomelj se ne bodo kar tako ustavile. Zdajle je lahko takole tudi nevarno. Najboljšo igralko zdajle kliče na klop Matej Mavrič-Rožič. No, tudi, kot sem že dejal, v prvem polčasu tudi Ula Omerzu se poslavlja od dresa Radomelj. Odhaja namreč na ameriško univerzo, zato tudi takle malce bolj poseben odhod z igrišča. Bomo videli, če se bo Ula Omerzu še kdaj vrnila na slovenske zelenice. Sara Medić zdaj le pri žogi. Lepa podaja do Neselan in žoga je v mreži. 2-0 zdaj le za Radomlje. V 90. minuti je zapečatena, torej gostujoča zmaga. Nemočna je bila Saša Trunk in zdaj je vse jasno. Mura bo doživela, ali je šlo celo za prepoveden položaj. Zastavica je ostala ob telesu stranske sodnice, kakorkoli. Gol velja in dvignile pokal za naslov prvakinje, a to ne spremeni dejstva. Mura je najboljša v državi. Zdaj le tamle težave za Ivo Kocijan. Mura je pred prvim porazom v letošnji sezoni.
In vsega je konec, veliko veselje zdaj le v vrstah Radomlja, čeprav tekma ni več odločala o ničemer. Še nekaj trenutkov in lahko bomo tudi uradno pozdravili nove slovenske prvakinje v ženski ligi Triglav, ŽNK Muranona, takole pod šampancem in ob pokalu. Ja, ocenila bi sezono z odlično, ker smo osvojili dvojno krono. Mogoče danes nismo bili dovolj zbrani v zaključku, da smo izgubili eno tekmo, ampak ja, dvojna krona in to je to. Pa sezono sigurno moramo biti zadovoljni. Mislim, da smo nadgradili vsa prejšnja leta z uspehe v Evropi, z osvojitvijo naslova, vrnili smo pokal domov, malo smo pokvarili oziroma pustili en grenak preokus, da smo danes doživeli edini poraz prvenstva. Ni upravičilo, da je velika večina prvi tim pač ni igrala, ampak vseeno ustvarili smo si dovolj 100% priložnosti, da bi morali rešiti tekmo že v prvem polčasu in pripeljati tekmo mirno do konca. Ampak to je nogomet, hitro se stvari obrne, moramo čestitati nasprotniku, čestitamo jim tudi za uvrstitev v evropski pokal in se že oziramo v naslednjo sezono. Ti so fenomenalni, s puncami smo rešili v tekmo tako, kot je treba. Zadane cilje smo izpolnili, igrali smo tudi za punce, ki so poškodovane, ki niso z nami in pač mislim, da smo to tekmo dobro izkoristili in pokazali, koliko nam pomeni in koliko nam manjkajo. Ampak za njih pač smo zgarali do konca. Ja, moram reči, da je to ena zgodovinska zmaga, na drugi strani pa vemo, kakšen dan je danes, kako se Murašice verjetno tudi pripravljajo na to slavje, katerega so si skozi celotno sezono tudi zaslužili. Mi smo mogoče res izkoristili te dve njihove napaki v zadnji vrsti, če sem pa iskren, pa tudi v prvem polčasu so imele tudi one kar nekaj priložnosti, katerih niso izkoristili. Tako da jaz sem vesel, da smo prebili ta mit, da so punce verjeli v to, da lahko zmagajo in jim je treba iskreno čestitati, kajti v tem vremenu niti enim, niti drugim ni bilo lahko danes igrati. Medtem ko se v ligi za razvrstitev od 5. mesta dalje igra še en krog, je tekmovanja v zgornjem domu konec. Naslov prvaka je pričakovano romal znova v Mursko Soboto, Radomlje so bile druge, Ljubljana tretja, Primorje pa četrto. Slika, ki je precej realen pokazatelj razmerja moči. Začenši s Primorjem, to so Nutri Cosmetics, si bomo pogledali, kaj so si omenjeni 4 klubi obetali pred sezono in kaj jim je uspelo uresničiti. Upam, da bomo nadoknadile oziroma izboljšale lanskoletni rezultat. To ne bo ravno lahko. Ne, res ne, ampak se pripravljamo na treningih, delamo, smo motivirane. Nogometašice iz Ajdovščine so 2 sezoni zapored pred letošnjo končale na 5. mestu kot najboljša ekipa v ligi za razvrstitev. Na mesto glavnega trenerja se je letos vrnil Andi Mamić. Smo ga povabili nazaj iz mlajših selekcij nazaj gor, ker nekako zadnjo sekundoma se je kar hitro začel z delom, tako da super, kondicijsko jih je pripravil super, tako da upamo, da bo v redu. Želimo si najprej čim boljše sezono v smislu rezultatsko, ker zdaj mislim, da smo že naredili ta korak naprej, da lahko konkuriramo za prva 4 mesta. Tudi mlajše se dobro vključujejo, tako da mislim, da to je naš cilj. Črno-rdeče so izkoristile padec Olimpije, jo v 7. krogu na domačem terenu premagale in imele lepo prednost, ki pa je proti koncu rednega dela začela hitro kopneti. Za las so ujele ligo za prvaka, kjer so nastopile prvič. Osvojile niso nobene dodatne točke, a je napredek viden. Cilji so bili izpolnjeni. Zdaj jih čaka najtežje delo, če se želijo ustaliti med prvimi 4 silami prvenstva. Pri Ljubljani so v novo sezono vstopili z naslovom pokalnega prvaka, prvo člansko lovoriko. Naš cilj letos je iti vsako tekmo na zmago, predvsem pa biti bolj konstantni. Se mi zdi, da smo ekipa, ki niha, lahko je 7-0 proti Muri, pa potem 1-0. Tako da jaz bi si želela, da skozi sezono ohranjamo nek nivo igre, na istem mestu, da smo bolj konstantni. Tako da to je cilj letos, pol kam nas bo pa to na koncu pripeljalo, bomo pa videli. Uspelo jim je premagovati nižje rangirane nasprotnice. Strelsko je še korak naprej naredila njihova prva golgeterka Mirjam Kastelec.
Z njeno pomočjo so dosegle 148 zadetkov, kar je ogromen preskok z lanskimi 93, vendar pa še vedno rezultatsko niso uspele iztržiti dobrega izida proti Muri. V drugem delu prvenstva so jih za svoj hrbet postavile še Radomlje Medex. Rumenosrčne bodo letošnjo sezono zapisale s srebrnimi črkami. Podprvakinje v prvenstvu, podprvakinje v pokalu. Ja, jaz mislim, da imamo velik potencial. Ne glede na to, da smo mlada ekipa, se mi zdi, da je to tudi pozitivna stvar, ker punce res kažejo, da imajo zelo veliko željo. Tudi na nekaterih mestih je že zelo večja konkurenca in morate ne razmišljati, koga bodo ekipo, kar se mi zdi zelo pozitivno. Tako da bomo šli korak za korakom, verjeli bomo vase in bomo upali na najboljši. Drugo mesto je morda celo več, kot so v Radomljah pričakovali za nameček, saj je sezona zaključila s prestižno zmago proti Muri in uvrstitvijo v evropska tekmovanja. Kaj pa serijske državne prvakinje? Kot nesporne vladarice slovenske scene so se takoj na začetku sezone osredotočile na evropsko tekmovanje. Razširili smo kader, ker smo najtepnoma smo se okrepili. Tudi smo dobro skemirali nasprotnice. Težka bo skupina. Prvi tekmo smo dobili prvaka z prvega kvalifikacijskega turnirja, tako da od 4 prvakov je ta bil najboljši. Te novinke, ko so prišle, so se takoj vklopile v ekipo, tudi najbližjo. Se vidi, da smo zelo igralni, da smo se med temi pripravami zelo povedali, tako najbližje dotikanje in zelo pozitivno. Že po prvem krogu so ostale brez najboljše strelke in reprezentantke Špele Kolbl. Po izpadu iz Lige prvakinj pa so poskrbele, da se je evropska scena v Sloveniji podaljšala v pomlad. Uvrstile so se med 16 najboljših ekip novoustanovljenega evropskega pokala, doma pa osvojile pokal in prvenstvo. Velika kljukica pod rubriko Uresničeni zastavljeni cilji. 8 žog je v mrežo kirurgije Aesthetical Alumini pospravila Olimpija. Radomljam je uspel veliki met, premagale so na gostovanju Muro. Brez zmagovalca sta se razšla Krimpac, Bolit in Cerklje. Gažon je po zaostanku z 0:1 premagal Maribor z 2:1. Ljubljana pa je s 3:0 v Ajdovščini odpravila Primorje Toslo Nutri Cosmetics. Končni vrstni red v Ligi za prvaka je sledeč. Mura Nona ima 71 točk, Radomlje Medex 66, Ljubljana je zaključila pri 58, Primorje jih je zbralo 39. V Ligi za razvrstitev vodi Olimpija pred Krim Bolitom, sledita ŽN Maribor ter Gažon. Kirurgija Aesthetical Alumini ima 21 točk, Cerklje 2 manj, Žalec, Trbovlje 0. Še 3 srečanja imamo do zaključka sezone. V 29. krogu se bo Olimpija napotila k Žalcu Trbovljam. Cerklje doma igrajo z Gažonom, Kirurgija Aesthetical Alumini pa proti Krimpac Bolitu. Obrnimo se še k reprezentanci. Objavljen je bil seznam igralk selekcije U19, ki bodo v začetku junija odigrale 2 prijateljski tekmi proti vrstnicam iz Bosne in Hercegovine v Čatežu. Medtem pa prihaja odmevna novica iz Liverpoola. Sara Agreš, slovenska reprezentantka, bo kariero nadaljevala v dresu rdečih. In ko smo pri članicah naše igralke, čakata še zadnji 2 tekmi v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu. 5. junija je na sporedu najprej gostovanje v Avstriji, 9. junija pa veliki spektakel v Stožicah proti Nemčiji. Več o dogajanju iz slovenskega tabora pa v prihodnji, zadnji oddaji sezone. Se vidimo!